Veste, včasih zgodovina ni samo nekaj, kar preberemo v knjigah. Včasih je to potovanje. In danes se bomo odpravili na eno prav posebno. Sledili bomo stopinjam neverjetnega potopisa iz 19. stoletja, ki nas popelje v svet, kjer so antične ruševine dihale z živimi spomini. Ne za razkazovanje, temveč za vero in resnico. To ni bil samo nek lep citat, to je bilo osebno geslo nemškega učenjaka, ki se je leta 1858 odpravil na misijo. In kakšna misija? Rešiti izginjajoča sledi antičnega sveta, pred tem, da bi jih čas zavedno pogoltnil. Torej, ni iskal lepih umetnin za muzej, sploh ne, iskal je resnico. Želel je biti, če hočete, zvestna priča zgodovini. Njegova naloga: zapisati čisto vse. Vsak napis, vsak drobec, ne glede na to, kako nepomemben se je morda zdel. No pa se mu pridružimo, poglejmo, kam ga je vodila ta pot. In tako se je vse začelo. Piše se 1. maj 1858. Naš učenjak na tradicionalni jadrnici, Kajke so ji rekli, pristane na obali otoka Tasos. To je prva postaja. In na Tasosu takoj ugotovi nekaj fascinantnega. Zgodovina tukaj ni zaprta v muzeje, daleč od tega. Zaradi nehnih piratskih napadov so se ljudje skozi stoletja umaknili v gore in s seboj so vzeli tudi preteklost, stari kamni, ruševine, vse to je postalo del njihovih zgodb, del legend, ki so si jih pripovedovali iz roda v rod. In te zgodbe niso bile kar nekaj, imeli so, recimo temu, fizične dokaze. Domačini so pripovedali legendo o ženski, ki je bežala pred pirati in se v obupu spremenila v kamen. In zakaj so to pripovedovali? Ker so s tem pojasnili obstoj zelo resničnega skrivnostnega predmeta, zlomljenega antičnega nagrobnega reliefa, ki so mu rekli čisto preprosto: ženska. In prav tukaj se pokaže njegova genialnost. Njegova metoda je bila za tisti čas res nekaj posebnega. Ni ga zanimalo samo tisto, kar je bilo veliko in mogočno. Ne, on je z enako strastjo prepisoval napise s templjev, hkrati pa poslušal in zapisoval pesmi, ki mu jih je pela slepa starka v starem stolpu. Zabeležil je celo, da je vodnik mul verjel za zaščitno moč prašičjega zoba. Vse skupaj. Želel je ujeti celotno sliko, dušo otoka, z vsemi njenimi plastmi. Ampak veste, kaj ga je sredi vseh teh odkritij najbolj ganilo? Čisto preprost napis. 2 besede. Parmenon me je naredil. Samo pomislite. 1000 star kamen, a te besede so tako žive. To ni več samo arheologija, to je neposreden glas iz preteklosti. Trenutek človeškega ponosa, ki je preživel veke. To ga je res globoko pretreslo. Dobro, pustimo Tasos za sabo. Potovanje gre naprej. Naslednja postaja – Samotraki. Učenjak ga opiše skoraj poetično, kot osamljen gorski vrh, ki se dviga iz morja, kot steber nebes. A za to idilično podobo se je skrivalo nekaj povsem drugega. Čakalo ga je novo, res presenetljivo odkritje. V zaporu smo. To so besede, ki mu jih je zaupal eden od domačinov. In s tem ni mislil na pravi zapor. Govoril je o globoki, res globoki osamljenosti otoka. Predvsem po zimi, ko so neurja preprosto prekinila vse stiki s preostalim svetom. Bili so odrezani. In zdaj pridemo do neverjetnega paradoksa. Ta otok zapor, ta osamljeni kraj, je bil v resnici eno najpomembnejših verskih središč celega antičnega sveta. Zakaj? Zaradi slavnih misterijskih kultov, skrivnostni obredi, o katerih se je šepetalo daleč naokoli in so privabljali romarje iz vseh koncev. In spet, dokazi so bili v kamnu, napisi, ki jih je našel, so to potrdili. Ljudje so prihajali iz, pazite zdaj, več kot 21 različnih mest po vsem grškem svetu. Klupovali so nevarnemu morju, vse samo zato, da bi bili del teh skrivnostnih obredov. To nam pove ogromno o duhovni moči, ki jo je moral imeti ta na videz pozabljeni otok. Tako, potovanje se počasi bliža koncu. Zadnja etapa ga pripelje na otoka Imbros in Lemnos. In tukaj se vsi tisti koščki, ki jih je doslej izbiral, začnejo sestavljati v eno večjo, presenetljivo sliko, kot nekakšna arheološka sestavljanka. Poglejte, zgodovinarji so že vedeli, da so te otoke nekoč poselili Atenci. To je bilo znano. Ampak tisto, kar je naš učenjak odkril, je to znanje spremenilo iz suhoparnega dejstva v nekaj,
živega. Njegove najdbe so dokazale, da ta povezava z Atenami ni bila samo neka bežna opomba v knjigah. O ne, bila je globoka, trajna in vidna v kamnu. In kakšni dokazi? Našel je marmorno glavo, ki je bila v prepoznavnem slogu Partenona. Našel je nagrobnik, posvečen svečeniku atenskega boga, pa vrstki relief boginje Kibele, katere kult je bil izjemno priljubljen prav v Atiki. Vsak kos je bil kot odmev Aten. Nič več dvoma, to niso bili samo artefakti, to so bili oprijemljivi, kamniti dokazi, ki so dokončno potrdili zgodovinske zapise. Ko se je končno vrnil domov, seboj ni prinesel le zvezkov, polnih zapiskov in skic, prinesel je nekaj veliko pomembnejšega, globok, skoraj paničen občutek nujnosti. Tisto, kar je videl, ga je spremenilo. Zakaj? Ker se je zavedal, kako neverjetno krhko je vse to. Videli je, da so ta najdišča in zgodbe, ki jih nosijo v sebi, v nenehni nevarnosti. Da preprosto izginejo, zavedno. In imel je zelo konkreten razlog za ta strah. Na Tasosu je odkril nedotaknjeno, bogato grobnico. In kaj se je zgodilo? Domačini so jo skoraj takoj začeli razstavljati. Ne iz zlobe, ampak da bi prišli do svinca, ki je držal kametne bloke skupaj. In takrat je dojel. Ne bil jezen, ampak zgrožen nad tem, kako hitro, kako zlahka lahko izgine neprecenljiva dediščina. Zato njegova knjiga, ki jo je objavil leto kasneje, ni samo potopis, sploh ne. To je klic na pomoč, poziv k akciji. Bil je prepričan, da bi lahko z organiziranimi pravimi znanstvenimi izkopavanji rešili in odkrili celotno zgodbo teh otokov. Ne za denar posameznikov, ampak za znanje, v korist vseh nas. In tako nas njegovo potovanje, njegovo delo, pripelje do vprašanja, ki je danes morda še bolj pomembno kot takrat. Kateri zakladi, tako tisti iz kamna kot tisti iz zgodb, danes čakajo na to, da jih rešimo, preden jih čas dokončno izbriše in zavedno utiša njihove glasove.